Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro še enkrat znova, lep pozdrav spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Začenjamo današnjo svetovalnico, ki bo tokrat res naša radijska. V napovedniku smo rekli, da bomo govorili o novostih v prenosu radijskega programa in internetu, ki vse bolj igra ključno vlogo pri tem. Slišali boste, kaj so podcasti, kaj radijski arhiv, kako se bo imenovala nova aplikacija, ki bo menda kmalu zaživela v avtomobilih, z januarjem prihodnje leto, v teh dneh pa bo predstavljena. Vse to v svetovalnici. Povabili smo vas tudi k vprašanjem. Dobili boste odgovore, če so vprašanje zastavljene na temo naših podcastov, našega audio arhiva, če ste eni tistih poslušalcev, ki nas poslušate takrat, ko imate čas za to, ko vsebinam pustite, da vas nagovorijo tiste, ki čakajo na vašo pozornost, pa se kje zatika, po čem morda niste povsem gotovi. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. V studiu zdaj prav lepo pozdravljam sodelavca Andreja Jermana in Roberta Božiča, obema prav lepo zdrav. Dober dan. Dobro jutro, dober dan. Zdaj bomo brez kakih uradnih funkcij, ki govorijo o tem, o čem bdita, nad čem bdita v našem radijskem programu, poleg dela s prav tistim, kar je slišati. Oba sta doma tudi pri omenjenem audio arhivu in podcastih. Sploh ne vem, kje začeti. Morda bi začel prav pri vprašanju, ki je za nekatere aktualno. Mnogim se zdi, da je podcast nekaj tako zelo prisotnega, da vsi vemo, zakaj gre, ampak gotovo so zdaj tudi taki naši poslušalci, ki zdaj ne vedo točno, kaj mislimo pod tem izrazom. Obojim, audio arhiv, podcast. Robert, Andrej. Pri nas gre za stvar, ki v bistvu se zelo pokriva. Torej, audio arhiv vsebuje pretekle oddaje, rubrike, medtem ko podcast je servis, ki te oddaje ali pa rubrike lahko potegne, distribuira tako, razširja na različne platforme, ne. V naš telefon, v naš avto, lahko tudi radio, ki to podpira. Če bi poenostavili, gre torej za aplikacijo, v kateri poiščete med mnogimi oddajami, se pravi ne samo našimi, ampak oddajami vseh radijskih postaj oziroma ustvarjalcev, ki ponujajo podcaste, različne vsebine, iščete pač po nizu, ki vas zanima, lahko iščete po gostih, lahko iščete po tematiki ali pa iščete po imenu naše oddaje, torej iščete naš gost in Radio Ognjišče in boste dobili podcast oziroma našo oddajo Naš gost. In se lahko naročite na njo. Tako, in to je bistven del. In to je brezplačno, naročite. Tako. Naročite samo pomeni, da se vam to prikazuje recimo na prvi strani aplikacije, oziroma da vas sproti obvešča, ko pride nova epizoda, rečemo mi temu podcasta oziroma nova oddaja. Vedno več tudi starejših ljudi se potem, ko recimo jim odpove dosedanji telefon, odloči, da bo vendarle poseglo na področje pametnih telefonov. Takrat jim ponavadi njihovi vnuki pač naložijo tudi določene aplikacije in sam sem zelo presenečen tudi po klicih, ki prihajajo k nam, kako recimo nek 80-letnik zaplove na to področje in potem to uporablja. In res so te aplikacije, recimo tudi podcast aplikacije, dokaj enostavne. In ko ti enkrat nekdo pove, kaj ti ta aplikacija nudi, pravzaprav začneš uporabljati tisto, kar ti tebi pride prav. In recimo za vse tiste, ki še niso kaj takega, recimo, če imamo zdaj med našimi poslušalkami gotovo tudi in poslušalci tudi starejše, recimo, če niso poskusili podcast aplikacije, bi lahko tako rekel, greš enkrat v kiosk in vzameš neko čtivo, zato ker boš v čakalnici recimo pri zdravniku veš, da boš čakal 1 uro in si boš rajši v tistem času nekaj prebral in potem ugotoviš, da tisto, kar si v kiosku kupil, je pa nekaj takega, je en mesečnik, recimo, ki ga še nikoli nisi vzel v roke, ampak je zanimiv in bi se ga rad naročil. Pri časopisih in mesečnikih je tako, da je potrebno za to, ko se naročiš, plačati neko naročnino. Pri podcastih večinoma, vsaj pri naših, pa je tako, da je to pravzaprav brezplačno. In recimo, nek poslušalec posluša Radio Ognjišče v soboto popoldne ob 17. In ugotovi, ker nas prej morda ni poslušal, da imamo v soboto
oddajo Naš gost in da so to zanimivi ljudje in da bi rad recimo tudi prihodnjo soboto poslušal, ampak potem pride tisti teden vmes in pozabi na to in v soboto recimo pridejo obiski in ni mogel poslušati in potem se vpraša, kje pa bi jaz to dobil. Seveda, na spletu, v audio arhivu takoj, ampak naslednji korak je, ker sem enkrat slišal, da je dobro in sem drugič naletel in je bilo spet dobro, jaz bi pa rad bil obveščen, ko pride nova taka oddaja, in jo bom pač poslušal takrat, ko bom imel čas. In podcast aplikacija, recimo, lahko rečem, da v skoraj 99% podcaste poslušamo na naših pametnih telefonih, omogoča prav to, da se enostavno parkrat tapneš v aplikaciji, naročiš recimo na podcast Naš gost, Radio Ognjišče, in potem vsako soboto, ko je oddaja na sporedu, dobiš obvestilo, zdaj pa te čaka nova oddaja in potem seveda v soboto nimaš časa, verjetno v nedeljo tudi ne, v ponedeljek se pa pelješ recimo v Maribor, imaš 2 uri časa v avtomobilu, ne veš, kaj bi poslušal, recimo tista radijska postaja, ki jo trenutno poslušaš, ti najeda, klikneš na podcast in do Maribora lepo v miru poslušaš recimo zadnjo oddajo Naš gost in ne rečeš, wow, sem nekaj zanimivega slišal, enega novega zanimivega človeka spoznal. Dolg sem. Ne, Robert, se mi zdi, da je tale tvoj odgovor dokazal, da duh našega ustanovitelja Boleta še vedno živi v nas, zato ker najprej govorimo o tehničnih novostih, vedno je bil zato in bi bil vesel tudi današnjega pogovora, pa zato, ker se pripeljal na to prispodobo s časniki, revijami, časopisi, vse to je res pač ognjišču blizu. Robert, če vprašam tebe, prav osebno, zdaj smo pri podcastih, pri razlagi, zakaj jih uporabljaš, kaj poslušaš, kako ti pridejo prav? Časa ni. Velikokrat tudi, ko pridem domov, recimo žena ima vklopljen radio, moja prva podzavestna zadeva je, da ga izklopim in rečem, da ima v miru pojesti, se je zdaj brez radia, recimo. Ja. Ampak ponavadi sam podcaste poslušam, ko se vozim v službo, ko sem v avtu, tudi ko sem v traktorju, recimo. In takrat je en tak čas, če želim torej tišino, da razmišljam, imam pač tišino, radija skoraj ne poslušam pa tisto, kar sem... Kar je ciljeno nate, kar veš, da je zate. Kar se mi zdi, da je vredno mojega časa. In pravzaprav podcasti nam omogočajo, da tisto, kar smo nekako zavestili kot tisto, kar bi rad slišal, ker časa ni na pretek, imaš možnost in še to je možnost. Aplikacije ponujajo hitrejše poslušanje, recimo 1 uro preposlušaš v pol ure. Zanimivo, pa vse razumeš? Vse razumeš. In se ustaviš recimo tam, kjer so močne besede, greš nazaj, pa jih še enkrat slišiš zelo enostavno, skočiš 10 sekund, 15 sekund nazaj, pa 30 sekund nazaj, pa še enkrat tisto izjavo poslušaš, jo zavestiš in potem, ko se pogovarjaš z drugimi, rečeš, zadnjič je pa ta in ta povedal to in to me je prijelo in res je prav in tako naprej. Zanimivo. Ja, to so take zadeve, tako kot v časopisu recimo ali pa reviji, ko greš en odstavek nazaj, ne? Ali pa na članku na spletu in poslušaš. Ne? Tole je morda tolažba tudi zame, večkrat dobim pod nos, da prehitro govorim, morda me poslušajo pa v podcastih, pa ne vedo, da so stisnili kak tak gumb. Andrej, če smo zdaj bili pozorni na tisto polovico, ki morda podcastov še ne pozna, gremo pa zdaj k tistim, ki si zdaj mislijo, pa kaj govorite o podcastih, se že leta uporabljamo to aplikacijo. Te pa zanima, če tule prihaja kakšna novost, kako se ta reč razvija. Podcasti? Tako. Pa tudi audio arhiv, hkrati vse. Audio arhiv predvsem poskušamo ohranjati živ in vitalen, se pravi, da na spletu je razvajen tako, se pravi, neka stvar dela, ampak ko dela, se mora že ukvarjati s tem, da dela tudi jutri in pojutrišnjem. Namreč podporo zahtevajo vse take stvari in servisi, da se pravi, živijo. O podcastih in njihovi prihodnosti jaz po pravici povedano ne vem, da bi se razvijalo v kakšno posebno smer. Kar se nas tiče, je to, da spremljamo poslušanost, poskušamo spremljati poslušanost, poskušamo priti do ljudi in razložiti, da to obstaja, ker kot ugotavljamo, pač nekaterim poslušalcem je to še vedno mogoče nekaj oddaljenega, ampak kot si rekel, drugim je pa to že nekaj vsakdanjega. Meni osebno je to mogoče
okno do nekih vsebin, ki jih drugače ne srečam. In kot je rekel Robert, poslušam to takrat, ko lahko, on demand. Mi smo generacija, ki poslušamo na zahtevo. Ampak v bistvu naš audio arhiv je vse to. Se pravi, v našem audio arhivu so vse te oddaje in še več, zato ker moramo povedati, da v audio arhivu so oddaje tudi glasbene, medtem ko med podcasti so predvsem govorne oddaje, glasbenih oddaj tam ni. Tako da audio arhiv je še vedno aktualen in bo aktualen. Radijskemu programu, radijskemu delu so podcasti zdaj po vsem, kar sem slišal z dvajne strani, prinesli en velik plus, vse te novosti. A je morda kak minus za radijske postaje za naše delo, za to, da to obstaja? A je prineslo programu kak košček škode? Ja, sej verjetno naš urednik pa naš direktor sta se prej križala, ko sem rekel, da radija ne poslušajo. Plus in minus. Po eni strani to, po drugi strani pa recimo sam sem presenečen, ko ljudje rečejo, koliko vsebin pa ustvarjate. Ker ponavadi, ko radio prižgeš, poslušaš si pozoren na muziko, potem rečeš, kako lušno je zadevo povezal. In potem se pri mnogih radijskih postajah skoraj konča zadeva, kar se vsebine tiče. Ali pa rečejo, vsi govorijo zdaj o teh napadih v Izraelu in samo o tem govorijo zdaj zadnje 2 dni, recimo. Ne? Tudi pri nas govorimo, poskušamo prinašati zadeve take, kot so, poročati o tem, pogledati tudi na drugo stran. Ampak recimo pričakujem, da v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki je na sporedu vsak ponedeljek ob 17. bomo zelo poglobljeno pogledali zdaj v naslednji na to področje, recimo že današnji, ne vem, nisem pogledal. Dr. Petričin je tudi eno od tem, seveda. In je eden od bolj poslušanih podcastov naših. Ja, Spoznanje več, predsodek manj je eden zelo poslušanih podcastov Radio Ognjišče. In dr. Petrič pozna zadeve, delal je na tem področju celo kariero in bo vedel povedati, zato ker tudi danes, predvsem na socialnih omrežjih, se pojavljajo ljudje, ki sploh niso ljudje in zavajajo s svojim tolmačenjem tudi dogajanja zdaj recimo v Palestini, v Izraelu, v Ukrajini in tako naprej. Potem ljudje rečejo, Malora, se opravičujem, koliko vsebin ste ustvarili, koliko vsebin vsak dan prinašate. In potem začnejo poslušati Radio Ognjišče. In potem ugotovijo, da pa takrat, ko pač ne morejo biti pri radijskem sprejemniku in so zamudili nekaj, zato uporabijo podcast, recimo. Jaz vidim pluse, predvsem pluse. Radio je pač tak medij, da nas spremlja vse povsod. Velikokrat ne moreš prisluhniti zbrano, ozavestiti tisto, kar prinašamo. Naš radio prinaša vsebino in to vsebino lahko kasneje, ko imaš čas, če te seveda zanima, tisto, ki te zanima, na ta način zelo enostavno dobiš. In res je kar zanimivo, ko človek pogleda v razpredelnico tistega, kar je pri nas najbolj poslušano, kateri so najbolj priljubljeni podcasti. To so vsebine, ki so, lahko rečem, zahtevne, ki so globoke, ki zahtevajo pozornost tudi strani poslušalca. Od oddaje Za življenje, ki je na vseh lestvicah tam pri vrhu, pa svetovalnica, celo molitev rožnega venca, Globine, Naš gost. To ni pravzaprav nič mimobežnega, tako za spremljavo tistega, kar sicer počneš v, eni razigrani soboti doma v gospodinstvu. Andrej, to je dokaz, kaj je tisto, kar imajo poslušalci radi in zakaj si res posebej vzamejo čas. Drži. So pa to tudi oddaje, v katere povabimo imenitne oziroma eminentne goste. Na njih sloni vsebina. In seveda tako prek njih v bistvu gradimo to vsebino. Tako da jaz mislim, da tudi zato so te oddaje v vrhu. Danes govorimo torej o tistem, kar je že tule, kar je prisotno, kar se bo spreminjalo, pa tudi o rečeh, ki šele prihajajo. V Ljubljani se danes odvija poseben festival, radijski festival, v sklopu katerega bo predstavljena tudi novost, pri kateri bi bil tudi Radio Ognjišče rad zraven. Zakaj gre in kaj prihaja v naš slovenski radijski prostor, pa Matej Kržišnik. Nekatere slovenske radijske postaje, med katerimi je tudi Radio Ognjišče, so podprle razvojni projekt, s katerim v slovenski prostor prinašajo nove tehnologije, ki bodo občutno izboljšale uporabniško izkušnjo poslušalcev slovenskih radijskih postaj. Novosti lahko strnimo v 3 točke. Prvič,
Poslušalci boste dobili novo, boljšo aplikacijo od ostalih alternativ, v kateri boste lahko poslušali večino slovenskih radijev. Na voljo bo za pametne telefone in pametne televizorje. Drugič, s pametnimi zvočniki, ki uporabljajo Amazonovo Alexo ali Googlovega asistenta, boste lahko kar z glasovnimi navodili začeli poslušati tudi nekatere slovenske radijske postaje, seveda tudi Radio Ognjišče. Tretjič, v povezanih avtomobilih boste lahko poslušali radio iz 3 virov, FM, DAB in internet. Radio pa bo samodejno in brez prekinitev preklapljal med njimi. To pomeni, da bo s signalom pokritih skoraj 100% Slovenije. Poleg tega pa nas boste lahko poslušali tudi, ko zapustite državo. Več o omenjenih tehnologijah bomo slišali danes ob 13. v okviru audiofestivala, ki ga pripravlja Radio Slovenija. O teh tehnologijah vam bomo še poročali. Bodite pozorni na besedo Radio Player. Matej, hvala lepa. Torej pozorni na besedo Radio Player, da ne boste ob 13. uri čakali kakih novosti v našem programu, takrat bo tisto, kar je ponavadi o ponedeljkih ob enih, kajti radijski festival se bo odvil v Ljubljani, mislim, da v prostorih Cukrarne. Na spletu je še gotovo nekaj vstopnic za zanimive dogodke tega današnjega res bogatega dne. Sicer pa, slišali ste Mateja, vse je pametno, zvočniki, radio, kar želite, take in drugačne mašince, čelo z glasom boš lahko ukazal in bodo delali, kot želiš. Splet na eni strani, elektronske, take drugačne povezave, ampak slišali smo skupino Proper, nekaj je v zraku. Ja, v zraku so signali. Že od nekdaj radio je bil znan potem, zdaj ga marsikaj prehiteva, no ali pa ne. Marsikaj hodi zrakom in FM signali v štric. Mi zdaj na naši zvezi nadaljavo prav lepo pozdravljamo Marka Zupana, ki je pri nas tudi soodgovoren za take reči in bdi na dodajniki in vsem, kar je z njimi povezanega. Marko, dobro jutro, lep dober dan. Najprej vprašanje, kako da te pri takih temah, pri taki svetovalnici ni v studiu, ampak si na terenu? Ja, niste me povabili. Ne, je odgovor A, odgovor B pa? Odgovor B pa, da sem včeraj delal in da potem, če delaš za vikend, si kakšen dan med tednom lahko frej, ampak jaz pravzaprav nisem frej. Sem šel na Primorsko, ker imam 2 obveznosti danes službeni in to je na Tinjanu je treba en ventilator zamenjati na link sprejemniku in iti v Trst po neko robo, ker so nam jo poslali proizvajalci iz Italije, pa je ful cenej, če se to gre znotraj Italije iskati. Tako da to, kar grem pa iskati, je pa zelo dobra novica za Ribenco, ker zgleda, da bomo tudi v Ribenci zdajle že ta teden prižgali oddajnik, ki bo pač v sami Ribnici pač precej izboljšal sprejem. Tako da tisti, ki na kakšnih kitchen radio, ki smo tako moderni, se pravi kuhinjskem radiju, pa unem tam na nočni umarci, pa če zdaj kaj škripa s krvavca, bo zdaj iz Ribence to šust, tako kot smo že tudi v Kočevju zdaj letos naredili, pa še ne par stvari smo izboljšali. Ja, govorimo o FM-u, ne? Tako, do srečanja s teboj. Kar je skoraj 100 let že, ne? Ja. Če pa o radiju kot takem, pa definitivno smo več kot 100 let, ne? Tudi Radio Slovenija 1928 bo imel kmalu 100 let, tako da tehnologija, ki počasi odhaja, ampak definitivno, Jure, midva bova šla prej v penzijo, kakor bomo ugasnili kakšen FM oddajnik. No, se tisti, ki so morda v Sloveniji, tako no. Tako, tisti, ki so v vseh današnjih temah, ki smo se jih že lotili, bili malo v skrbeh, pa rekli toliko je novosti, na katere se ne spoznam, ki jih morda še nisem utegnil sprejeti, ali pa kaj vem, če se jih bom navadil. Ja, veš kaj bi rekel? Najbolj se spomnim mojega strica, ker gleda eno televizijo, ki se začne z N, pa konča z eno številko 4 in je čist fan, totalen, in zdaj, ker je Siol napovedal, da jih bo prestavil iz mesta 8 na 701, on pa itak to gleda iz DVB-ja, iz zraka, s krvavca, ampak cela panika, ne? A veš, zdaj pa jaz tega ne mogu gledati, zdaj pridi, da bom jaz to lahko še zmeri gledal naprej. Kaj hočem povedati, ne? Mogoče vsi ljudje aplikacijo še zmeri mislijo, da si nekaj apliciraš, ne vem, vzameš tableto ali nekaj, ne? Tako da že tukaj imamo težavo. Zato tisti, ki ste zadovoljni s tem, da imate radio, ki ga vštekate špila, poslušate in ki ga imate dost, ištekate ven iz štroma in je to, če ste s tem zadovoljni, nič se bat, to bo še zmeri naprej laufal tako, kot je. Kje mogoče bo treba kakšen radio zamenjati, ker se pač po 30 letih pokvar, pa pol smo mi krivi, ker da nam oddajnik ne dela, pa ugotovimo, da je pač njihov radio šov.
v 3 krasne in da pač nobena stvar ni za zmeraj, pa bi se pol s kakšnim DAB sprejemnikom dal zamenjati. Pa se potem seveda to tudi lahko. Digitalni radio, ki pa še zmeraj dela, čist enako pržgeš, ugasneš in to je to. Tako da kaj hočem povedati? Vzdržujemo našo FM primarno oddajniško mrežo. To je še zmeraj reka naša. Ne? Se pravi, ostalo, kar smo govorili, so kapljice, dodatna ponudba. Hvala Bogu, da imamo, poslužujte se tega. Veseli smo, da smo sposobni sproducirati in slediti novostim, ampak velika večina, ne vem koliko, 99% poslušalcev nas posluša še zmeraj z analognim FM sprejemnikom. In tega bomo pač, dokler bomo lahko, dokler bo tako, bomo to vzdrževali. Smo bili zdaj na sejmu v Amsterdamu za te tehnične audio-video zadeve in Nizozemci so nas peljali tam v Amsterdamu na njihov oddajnik tam v mestu na stolp in smo se malo pogovarjali z Nizozemci, ne? Ker recimo v Evropi se govori, da je Norveška ugasnila. Ja, Norveška je ugasnila FM, ampak samo od nacionalke, zato ker je pač sproducirala toliko kanalov, tudi tematskih, da so šli potem za nacionalni radio postaviti kompletno v digitalno, kjer pa z enim oddajnikom oni oddajajo lahko 15 programov. Tudi pri nas se pač na DAB-u oddaja več programov hkrati. Tako da, kaj hočem povedati? Nizozemci so rekli, 10 let ziher bomo FM še imeli prižgan. Zato smo tudi mi se odločili in šli v nabavo novega oddajnika za Krvavec, ki je naš glavni oddajnik, ki s pretvorniki zraven pokriva več kot pol Slovenije. Pretvorniki so tisti, ki sprejemajo signal z oddajnika Krvavec, kot ga tudi mi v Ljubljani, in potem na neki drugi frekvenci oddajajo za Idrijo, za Postojno, za, ne vem, Cerknico in tako. In v teh dneh bo prišlo do menjave. Ja, in zakaj smo šli v to, čeprav ta oddajnik zdaj, ki dela, je 13 let star in še mu nič ne fali. Stvar je v tem, da na Krvavcu ni več posadke žive. Se pravi, na nobeni oddajni točki pravzaprav ni več, kjer gostujemo. Mi gostujemo v prostorih oddajnikov in zvez RTV Slovenija in so pač opustili posadko. In glej ga zlomka Murphy, takoj 2 tedna zatem januarja, ljudje se zvesti bodo vedeli, je bil izpad. Izpad je bil zaradi neke elektrike, ki je nekaj malo usekal in je tam čez neka mehna stvar odletela. Ne sam nam, je tudi ten televizijski oddajnik, pa tudi Val 202 je ful nastradal takrat. Tako da, hočemo reči, mi in smo imeli spada, takrat smo po snegu gor lezli, ne, kaj je bilo izpada skoraj 2 dni. Zato smo se odločili z vodstvom, da gremo v nabavo novega oddajnika, ki bo pač imel polno nadzor daljinski, in imel bo inštaliran še pomožni oddajnik zraven, če bi prišlo do okvare glavnega oddajnika, se bo zagnala pač rezerva. Tako da prihajajo novosti. Pač ostanemo v etru. Ja, lepo. V etru za poslušalce v bistvu nobena taka, če se zdaj kdo od poslušalcev sprašuje, zakaj pa jaz to moram vedeti. Ne vem, hvalimo se, da bomo pač oddajnik zamenjali in da pač upamo, da smo pač toliko vestni do svojega dela, zvesti in za poslušalce, da nam je mar, da pač en izpad oddajnika Krvavec in mrk na FM-u za pol Slovenije se pač leta 2023 ne sme zgoditi. Za več kot za 10 minut, če res ne vem, dokler se tam, ne vem, agregat, že agregat na Krvavcu se zalaufa tako vnaprej, ko vidijo, da bo nevihta, oni v bistvu zakurbljajo agregat in se to zgodi brez izpada. Se pravi, samo priklopijo agregat, odklopijo od napajanja, prav iz tega, da je to pač zaščita za naprave. Tako da se bomo dobro slišali s poslušalci. Ja, tako, ne bo čim manj izpadov. Še naprej, ne bo tudi v prihodnje tako. Hvala lepa za zdaj ta tvoj tehnični pogled na FM, ki torej še ne odhaja, čeprav smo se danes posvetili mladini, aplikacijam, podcastom in audio arhivu, ki skušajo prehiteti FM. Marko, hvala lepa. Mladini pa seveda od 20 do 90, ne? Tako, ampak ne, jaz sem mislil mladini kot novim aplikacijam, novim tehnologijam. Srečno, lepo zdrav, Koper, Tinjan. Da se ne bo kdo čutil odrinjenega, se veš, Jure. Bog ne daj, hvala lepa, Marko. Srečno, nasvidenje, lepo zdrav na Kopersko. Robert Andrej, zdaj smo torej nekaj slišali, FM ostaja, tista klasična podoba radijskih sprejemnikov tudi, seveda hvala Bogu, mi smo generacija, ki se tega še veseli in smo povezani s tem zelo. Končali bi pa samo stavkom 2 s pogledom na splet, na naš internet, na našo internetno stran, ki pravzaprav podpira vse, o čemer govorimo, ki je ena taka vstopna točka za vse tisto, kar smo danes skušali postaviti pod žaromet.
Mogoče stvar, ki nismo rekli, je, da je radio je medij trenutka. Se pravi, se zgodi zdaj in potem je v preteklosti. Naš splet omogoča, da v bistvu radio ni samo medij trenutka, ampak ostane, greste lahko, kot smo rekli, v audioarhiv in lahko poslušate od začetka našega audioarhiva vse oddaje, ki so vpisane, imajo podatke, lahko jih najdete in pa lahko greste na našo spletno stran, kjer skrbimo, da lahko, se pravi, marsikar, kar smo v našem programu povedali, kar ste lahko slišali, lahko preberete, mogoče v razširjeni obliki, v drugačni obliki, pač prilagojeno branju oziroma, ja. Ja, želja je, da vso to vsebino, ki jo ustvarjamo čez dan, poskušamo nekako tudi narediti brezčasno. Žal smo ljudje tudi branja in to nam je najbolj pravzaprav pri roki in zato tudi naš spletni portal. Želj je veliko, kako bi ga razvili, vedno moramo krmariti med stroški, časom, ki je lahko za to na voljo, vemo, kako je s tem. Kakšne so druge medijske hiše, kar se tiče zaposlenih ljudi in kako je pri nas s tem. Ampak mislim, da nam kar dobro uspeva. Ker smo pa prej na začetku, Jure, govorili o tem, kako se naročiš na podcaste, da ne bi spet kdo se ustrašil naročnine. Vse je zastonj. Vsi podcasti Radio Ognjišče so zastonj. Program, ki ga ustvarjamo, pa ni zastonj. In smo zelo hvaležni in veseli prijateljem Radio Ognjišče, ki nas podpirajo pri ustvarjanju našega programa. In tudi tisti, ki nas poslušate preko podcasta, bomo veseli, če še niste, ko poslušate eno oddajo in rečete, tudi drug teden jo bom poslušal, ker so to res zanimive oddaje. Bomo veseli, če boste kdaj pa kdaj. Morda je to najlažje, da se včlanite med prijatelje Radio Ognjišče. Zelo enostavno na naši spletni strani kliknete na pasico, na banner in oddate svoje podatke. Veseli bomo, da nas podprete. Ker s tem, ko nas podpirate, omogočite tudi vsem tistim, ki nas ne podpirajo, pravzaprav, da slišijo te vsebine in tisto, kar sem že prej rekel, da rečejo, koliko ste pravzaprav producirali, koliko ste ustvarili, kaj vse je lahko pri vas slišati, kaj vse me nagovarja, recimo oddaje za življenje. Tako. Vsem, ki ste analogno razpoloženi, pa še telefonska številka 01 512 11 26, tudi na ta način lahko seveda potrdite svoje prijateljstvo, tudi s tem, da se včlanite v družbo prijateljev Radia Ognjišče. Hvala, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vsem tistim, ki ste nas zdajle poslušali v živo, onim, ki nas že poslušate morda v podcastu in smo že brezčasni. Hvala, bodite z nami in spremljate naš program, vse novosti, ki prihajajo tudi vnaprej. Andrej, Robert, Marko, Matej, hvala lepa vsem. To je bila svetovalnica, ki je bila danes res zelo naša radijska. Srečno, nasvidenje. Lep dan in blagoslova. Srečno sem. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.